Živijo in lepo pozdravljeni, opa, letje po tleh. In lepo pozdravljeni na kanalu V naravo. Se nahajamo, moje ime je Peter, nahajam se na našem najvišjem prelazu, to je seveda Vršič, 1611 metrov, če se ne motim. In gremo dol na eno zimsko klasiko, to so Mojstrovke. V planu je vsaj mala Mojstrovka, pa bomo pa videli, kakšen je sneg, pa vse te stvari, ampak mogoče bom šel tudi na ostale Mojstrovke, tako da pejte zraven, super bo. Danes sem rekel, da so mi gozdarji pušali. Tukaj sem jih precvikal in mi je tle pušali. So mi pa zdaj na Alpini lepo jih zrihtali, tako da hvala. Pogled na Prisojnik. Sicer gre markirna pot, gre malo bolj okoli, ampak pozimi se gre dostikrat kar tlele direkt gor. Tako da se kar hitro gremo. Mi je bilo pa ponoči malo minusa, tako da se sneg ne predira preveč, ampak napoved je danes zelo topla, tako da bomo videli, kaj bo pol gor. Zato bom pa tudi kar pred sabo, ker ne vem, kakšna bo situacija. Če se ne motim, sem zdajle prišel glih na markirano pot, letno, kaj gre kale gor, proti Celju, pol naprej gor. Jaz pa kar tle naprej pičim, pa bom šel po Zupančičevi grapi gor, vse plani tak. Bomo sicer z vrha to še enkrat naredili, ampak vsem tukaj, da se malo zdiham. Tukaj je Špik, Škrletica, Prisojnik, tistle dol je pa Kanjevec, po mojem. Počasi mi že začenja odpirati pogled na Zupančičevo grapo. Prav prijetno je, malo pihlja, nikjer nobenega. Pred mano je sicer en kar malo višji, drugače pa turni smučarji so šli pa tam po, ker sem vmes spuščal, tako da je mir. Evo, dereze so gor. Tukaj ni bilo pretirano, oziroma sem vedel, da tle ne bo pretirano strmo, da bom lahko dereze nataknil. Naprej pa vedno bolj trdo postaje, zato sem jih gor dal. Lahko jih bi pa tudi že prej. Tale, ki je pred mano, je tudi turni smučar. Sam si tukaj smuči dol dal, pa naprej peš. Je pa ponoči ene par centinov snega zapadel, tako da so sledi več ali manj zabrisane. No, zdaj bomo pa videli, en smučar hoče dol. Jaz sem pa glih najbolj strmen delu. Upam, da bo počakal. Evo ga, divjaka. Kje si bil, na vrh? Ja, na Somali, ja. Ja, superca. Dober si, dober. Vsa čast. Srečno. Že predvsej proti vrhu grape. Strmina že malo popušča. Takole pa sem ven z grape. Zelo, zelo dobre razmere so. Glih prav trdo, ni preveč leden. Tako da je
Prt, evo, Krn, kak je lepo je. Tole smo rekli je Kanjevc, tole Razor, pa tukaj lepo Špiče, pa Krn, levo od njega Batognica. Tole bomo pa naprej gor, ne. Najprej na malo, pa bomo pa videli, če še naprej. Trenta se zelo lepo vidi. Tamle se pa tudi Kepa že pokazala. Evo ga vrh. Študira, ali iti ali ne iti. In se izgleda odločil za ne iti, oziroma v drugo smer iti. Tole, ki sem rekel prej, da je Razor, je bil le Triglav. Razor se pa zdaj za Prisojnikom kaže. Jaz sem pa še 5 minut do vrha. Dobrodošli na vrhu Male Mojstrovke. Grem kar takoj razgled. Tole je greben ponc, tlele spodaj je planica, ampak ne upam preveč na rob. Tamle dol se vidi, tamle dol je planica. Zadnji je Jalovec, greben Mojstrovk, Bavški Grintovec, Krn, se pravi smo rekli lepo Špiče, Razor, Triglav, ne Razor, Kanjevc, Triglav, Razor, Prisojnik, Škrlatica, Kepa, greben Karavank, pa Avstrija. Zdaj ideja je bila, da bi šel tukaj naprej po grebenu, ampak vidim, da so tam opasti. Pa glede na to, da sem sam, pa ni nobenih sledi, ne bom šel. Varianta je sicer, da grem dol, pa še enkrat gor, ampak to bom pa videl, če se mi da. Boste precej kmalu svideli, prej kaj jaz. Gremo še en selfie z vrha. Sicer ni ful mrzlo, ampak malo pihlja, pa začenja počasi zdaj, tako da bo treba naprej. Ali pa nazaj, ne vem še. V glavnem, najprej dol. Kakšna difuzna svetloba, sploh ne vidiš, kje je sneg, pa kje ga ni. Gre kar precej hitrejka gor, si lahko predstavljate. Še en turni smučar. Ja, vi verjetno že veste, jaz sem se pa zdaj odločil. Sem se tlele malo ustavil in pogovoril sam s sabo in sem v bistvu gotov, da se mi ne da še enkrat gor hoditi na ostale Mojstrovke, ampak da grem lepo dol. Pa zelence grem pogledat. To si pa že kar nekaj cajta želim itke, malo posnet, tako da bom to kar v isti video vključil in mislim, da vam bo všeč. Še malo tele krasne panorame. Pa še nekdo gre uživat. Ja, pa seveda, lepo pozdravljeni vsi gledalci na TV Exodus. Resnično že nekaj časa pozdravil, ampak vedno se spomnim pol, ko urejam video. Zdaj sem pa rekel, zdaj se pa moram spomniti tudi na vas, ker sem slišal, da je kar nekaj pozitivnih komentarjev bilo pa pisem na televizijo, tako da ful lepa hvala. Se bom še naprej trudil, da vam bojo vsebine všeč. Zdaj sem se preselil pa že med borovce. Pogled proti Vršiču. Zdaj pa po takem terenu, tukaj je vse spihan.
In itek, da ne bom derez dol dajal, nekaj bom še rabil. Se tudi po takem hodu derezam. Treba biti še posebej predpazljiv, ker bolj noge zvija in delaš manj pravilne korake oziroma manj predvidljive korake in se hitro lahko zapneš v hlačenco z špico dereze. Drugače pa turni smučarji, če je dosti snega, se kar tukaj dol odpeljejo, ne. Tle dol, ampak zdaj ga ni več, tako da verjetno tukaj čez smučke nesejo, pa spet naprej smučajo. Predvidevam, ali pa tako kavun po grapi dol. Se poslovimo od primorskih Vršacev in gremo proti Vršiču. Ja, še en borc tamle, borba gor. Ja, takole pa fantje probavajo, kako je plazovito. Videla gor, ne? Viren sem po noču. Ja, medtem sem tudi že cepin pospravil, pa dereze dol dal, ker se je začel predirati in nima smisla biti obučen v tistem, ko se meglice vlečejo iz Primorske. Še pogled gor je malo lepši, kot prej, ko sem šel gor. Se zgleda jesni. En povzetek tegale vzpona, v bistvu je Mala Mojstrovka je eden najlažjih 2000-čakov. Nam rekel tehnično, ampak fizično je sigurno najlažjih, ker se vzpeneš samo za dobrih 700 metrov. Tehnično pa pač pozimi absolutno zimska oprema. Pa polet pa bom dal desno gor link, ker so šla za Lešem gor. Ni pa nek presežek, no. Je treba edini teli grapi za dol, tukaj, ker sem šel iz Primorske, sem česa, ne. Tukaj treba malo pazljivosti, ker je melišče. Tole pa zdajle prav veličastno zgleda. Tole je pa zaslužena malica. Ena od dveh. Kdo ne ve, Zelenci so izvir Save dolinke. Se pravi, ena od dveh Sav, ta druga je Bohinjka, ne. Je pa ta prvi izvir te vode, je pa v Tamarju kot Nadiža, ampak ta Nadiža ponikne po nekih 100-200 metrih in pol po produ, se pravi pod zemljo, pride semle in tukaj bomo zdaj videli, kako izgleda vse skupaj. Kot ste pa najbrž videli, se je pa naredil fantastičen dan. Tako da prvo razmišljam, da me bi en mal za norca imel, ne. Čeprav tudi, ko sem bil gor, je bilo skoraj še boljše, ko ni bilo sonca, ker je sneg ostal, se ni toliko prediral. Pa tudi ni mi bilo toliko vroče, kot bi mi bilo zdajle. Dan. Če še nikoli niste bili na Zelencih, pa ste se mogoče spraševali, zakaj Zelenci, vam je verjetno zdajle jasno.
Dobra kulisa punca, ne? Še te zadnji pogled, pa pičimo nazaj. Ja, to še mogoče podatki, se pravi, na Zelencih voda iz tal ven bruha in zaradi tega stalnega pritoka priteče, pa kot sem rekel, iz Planice, oziroma iz Tamarja. Zaradi tega stalnega pritoka ima tudi voda stalno temperaturo. Med poletjem pa zimo se zelo malo mena, pozimi nikoli ne zamrzne. Ima tam okoli 5 do 7 stopinj, nekaj takega. To je to. Ja, pa dajmo še zaključek narediti, ne. Tukaj okoli Kranjske Gore, se pravi, če skočite kam v hribe, ali pa tudi te nižje hribe, ki so tle Ciprnik pa Tromeja, komot združite še pol s kakšno tako zadevo, se pravi, Zelenci, pol je gor Tamar, Planica, Martuljški slapovi in te zadeve. Drugače na spletni strani v naravo imate članek z naslovom Kam v Kranjski Gori ali pa znamenitosti Kranjske Gore, nekaj takega. In imate vse te stvari opisane. Danes pa res en super izlet. Malo mi je žal, da se ni tale vreme naredil, ko sem bil jaz na vrh, ampak razgleda se mi vseeno ful dobro, no. Tako da, hvala, ker ste ostali z mano do konca. Pa pejte v naravo, pa uživajte. Mi se pa kmalu vidimo. Čao!